Pozdravljeni. Znova smo tu, pripravljeni na naš običajni tedenski komentar novic, kjer si bomo, kot ponavadi, skupaj ogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi v današnjem prispevku bomo, kot ponavadi, spregovorili o 4 različnih temah, in kolikor vas zanima, so bližnjice do originalov citiranih člankov navedene kot ponavadi v opisu. In tudi tokrat slika v barvah pomeni, da navajam tisto, kar sem prebral v že prej omenjenih člankih. Ko se slika spremeni v črno-belo, pa dodajam moj osebni komentar oziroma moje osebno mnenje na tisto, kar je zapisano. Tako, danes smo ponovili na hitro ta malce drugačni format, zato se kar takoj lotimo prve današnje teme. Na samem začetku se bomo ustavili pri članku, ki je bil objavljen 18. avgusta na spletnem portalu motosport.com. Tu je govora o tem, kako se trudijo pri FIA prilagoditi pravila, da ne bi slučajno prišlo do nekih nenaravnih obnašanj v prihajajoči sezoni 2026. Treba je povedati, da pravzaprav so pravilniki Formule 1 živa stvar in da se tudi tokom sezon spreminjajo. Vsako leto imamo lahko 3 ali 4 različne verzije in pri tem ni nič spornega. V večini primerov gre za kozmetične popravke, kjer se lahko zadeve malce bolj podrobno razloži ali pa pravilno zapiše. Ampak znano je, da v prihodnji sezoni bomo videli novo generacijo bolidov, torej nastopa nov tehnični pravilnik. In seveda najmanj leto in pol že vztrajno trdim, da bomo videli, kako bodo na ravninah vozniki dobesedno dvignili nogo s plina, zato da bi napolnili električno-hibridni del njihovega pogonskega sklopa. Sedaj, dobesedno tik pred začetkom ali pa skorajda nove sezone, so prišli do istih zaključkov tudi pri FIA. Ampak sedaj narediti neko konkretno spremembo v tehničnem pravilniku je seveda rahlo iluzorno, namreč vse ekipe so že globoko v delu s tistimi novimi bolidi. Edine spremembe, ki si jih lahko privoščijo, so na onem drugem delu, v onem športnem pravilniku. In to, hočeš nočeš, pripelje do še večje zmede. Namreč napako na tehničnem področju želijo popraviti morda na športnem, ne vem. Ampak dvomi, ki sem jih imel seveda v preteklosti, so do sedaj še zmeraj naraščali. In dvomim, da bodo sposobni pri FIA rešiti to težavo. Če je težava tehnične narave, jo seveda moramo opraviti na tehnični strani. Kot običajno, videli bomo, kaj bo sploh zapisano v teh novih verzijah pravilnikov, mi pa pojdimo danes k drugemu sklopu. V našem drugem sklopu se bomo ustavili ob izjavi Frederika Vassarja. Ta je bila dosegljiva na italijanski verziji spletnega portala motosport.com 19. avgusta.
Vasseur priznava, da pri Ferrariju morajo biti izjemno previdni pri nastavitvah, namreč nadzirati morajo to višino, ki jo ima bolid od same asfaltne površine. In treba je povedati, da pravzaprav so hibo modela SF-25 seveda odkrili na veliki nagradi Kitajske, kjer je Lewis Hamilton zmagal sprint in nato na tisti daljši verziji na dirki za veliko nagrado Kitajske imel preveč obrabljeno distančno desko. A sam se kot običajno začenjam spraševati, zakaj nam Frederic Vasseur ponuja razlage, ki so konec koncev stare ali pa bolje rečeno zastarele. Od velike nagrade Kitajske do danes je minilo precej mesecev in mi vsi navdušenci ter predvsem navijači Scuderie Ferrari smo verjetno opazili, da nekaj ni v redu z njihovimi višinami. Še posebej takrat, ko so vpeljali novo zadnjo opremo, ki naj bi vsaj omilila, če ne odpravila ta problem. Ampak da nam Fred Vasseur govori o višini nad asfaltno površino in se sklicuje na Kitajsko sedaj v poletnem premoru, lahko odpira kot običajno dve razlagi. In prva je kot ponavadi tista malce bolj dolgočasna, da gre za izjemno staro izjavo, ki so jo v času poletnega premora dobesedno reciklirali. Nato pride na vrsto še ona druga, da Frederic Vasseur, kot smo videli že mnogokrat v preteklosti, stalno pripoveduje zgodbice, ki so zanimive na prvi pogled, ampak če se malce poglobimo v njih, lahko vidimo, da ne služijo drugemu kot preusmerjanju pozornosti. Ampak zapomniti si moramo nekaj. Smo sredi poletnega premora. In kolikor mi je znano, Fred Vasseur izjave v tem času ne sme dajati, kajti mora biti tudi on na počitnicah. A vsakdo si lahko zamisli, kakšni so pravi zaključki. Za enkrat poglejmo si, kaj sem pripravil za tretji današnji sklop. V našem tretjem sklopu se bomo pa ustavili zopet pri italijanski verziji spletnega portala motosport.com in zopet pri članku, ki je bil objavljen 19. avgusta. Tu smo lahko prebrali, da ima Mick Schumacher resne možnosti priti v ekipo Cadillac. Ampak ne v tisto, ki bo tekmovala v svetovnem prvenstvu Formule 1, ampak ekipo Toyota Cadillac, ki nastopa v prvenstvu WSC, kjer je že sedaj mladi Mick z ekipo Alpina. In seveda v članku lahko preberemo marsikaj. Tudi to, da je bil Mick Schumacher pri Alpinu, predvsem zato, če se bi odprla kakšna priložnost v ekipi Formule 1. Ampak že sam avtor prihaja do zaključka, da Mick Schumacher zagotovo Flaviju Briatoriju ni všeč. Namreč videli smo, kako je prednost dobil najprej Duan in sedaj še Colapinto. In seveda pri Cadillacu bi lahko bila tudi zgodba podobna, saj tako navaja avtor. A treba je povedati, da pravzaprav gre kot ponavadi za dve ločeni strukturi, ki nista neposredno povezani. In zanimivo je, zakaj bi, na primer, nekdo pri vztrajnostnih prototipih pri Alpinu imel možnost v Formuli 1, ker gre za dve popolnoma različni kategoriji. In če do sedaj ni bil dober za Alpin v Formuli 1, zakaj Mick bi imel možnosti pri Cadillacu, kolikor ga ne izberejo v prvo postavo. Lahko bi dejali,
da v trenutku, ko se sliši priimek Schumacher, začno vsi avtorji, ampak tudi marsikateri navijač, misliti o Formuli 1. Ampak sam sem še zmeraj tistega mnenja, da je kariere Mika Schumacherja v Formuli 1 konec, enostavno zato, ker ni bil dovolj dober. Ampak da ne bo kakršnih koli dvomov. Mnenja sem tudi, da Mik Schumacher bi lahko bil prav tako slab, kot je na primer Franco Colapinto. Ampak to zagotovo ni dovolj. A poglejmo si še, kaj sem pripravil za tisti zadnji, 4. sklop. Za konec pa še tista rahlo bolj obrobna in tudi šaljiva tema. Kot smo lahko prebrali na spletnem portalu Planet F1 20. avgusta, ima Bernie Ecclestone kot običajno svoje zanimivo mnenje. Namreč Bernie Ecclestone trdi, kako je z Lewisom Hamiltonom konec in nekako si želi, da bi namesto 7-kratnega svetovnega prvaka vpoklicali nekega drugega voznika. In to naj bi bil po njegovem skromnem mnenju Gabriel Bortoleto. In tu verjetno se je marsikdo malce zamislil, namreč nedvomno je Bortoleto talentiran voznik, ki si zasluži biti v Formuli 1. In verjetno ni skrivnost, da Lewis Hamilton ni dosegel tistih pričakovanj, ki smo jih imeli mi, navdušenci, in tudi ne Scuderia Ferrari. Ampak ali smo morda pozabili, da imajo pri Scuderiji Ferrari nekega Oliverja Bermana, ki je že vozil za Scuderijo, ko je bil Carlos Sainz mlajši na operacijski mizi in je že dosegel izjemno dobre rezultate. In prav temu Bermanu tudi Scuderia Ferrari skozi Ferrari Driver Academy pomaga, seveda, da ima letos sedež skozi celo sezono pri ekipi Haas. Torej, ukolikor bi pri Ferrariju zamenjali Hamiltona, ga zagotovo ne bi z Bortoletom, ampak z Bermanom. Čeprav, kot smo govorili v preteklih tednih, ima Hamilton najmanj pogodbo za 2 sezoni z opcijo podaljšanja 3. In tu vidimo lahko, da tudi če ne bi bili precej zadovoljni z njegovim izkupičkom, verjetno pri Scuderiji Ferrari ne morejo kar tako zamenjati dobesedno s komerkoli. Ampak Bernie Ecclestone pri 93 letih še zmeraj rad nekako je v svoju žarometov in tudi zato ga vidimo, da nastopa z takšnimi, imenujmo jih, rahlo kontroverznimi izjavami. A kot ste razumeli, tudi danes smo prišli do konca našega običajnega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.